Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji iz našega studia, kjer tokrat lepo pozdravljam našega gosta, gospoda Damjana Zrima, poslanca Socialnih demokratov. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Evo ga, polovica, recimo približno, polovica mandata je že za vami. Kako bi ocenili trenutno dogajanje na političnem parketu? Ja, zdaj prvič hvala za vabilo v studio. Polovica mandata je res za nami. V prvi polovici bi si dal še usmeritve, kaj bi naj zdaj v tretjem letu delal, ker bodimo realni, v zadnjem letu mandata težko kaj narediš, kajti vsaka stranka bo začela delovati malo po svojem ali v svojem interesu. To je bilo do zdaj vedno tako in to tudi pričakujemo. Tako da ključne zadeve so se rešile, ampak žal so nas lani zahodile te poplave na Koroškem, del Ljubljana, tam okrog Kamnika, in se je veliko pozornosti v bistvu posvečalo tem regijam, torej Koroškem, delno Savinjskim in tako dalje, kar je imelo nekako negativni učinek na določene reforme, za katere sicer jaz še vedno verjamem, da bi jih lahko pristojni ministri izvedli. Naprimer, Ministrstvo za zdravje je imelo recimo zelo malo s temi poplavami in bi lahko izvedli določene reforme. Prišlo je seveda do zamenjave ministra z ministrico, ki je svojo ekipo spet na polnem delu, da spremenimo določene zadeve oziroma da spremenimo zdravstveno zakonodajo. Sam sem bil zdaj v delovni ekipi takrat ministrstva oziroma državnega zbora strani Socialnih demokratov, in ko smo že bili koalicijski partnerji zmenjeni 95% sprememb, kam bi naj šli, je prišlo do zamenjave ministra in nekako je vse skupaj padlo v vodo, kar me v bistvu žalosti, ker to je bila ena ključnih zavez te koalicije. Jaz se upam, da bomo zdaj v kratkem to spremenili. Kar zadeva pa aktualno politično stanje oziroma kaj smo v 2 letih naredili, pa se bodo komaj zdaj začeli priti ven prvi razpisi, kajti tudi Ministrstvo za infrastrukturo ima zdaj na naslednjem proračunu več denarja, da se lahko izvede več projektov. Tudi Ministrstvo za gospodarstvo bo kar vlagalo v zadeve, tako turizem, kot zdaj naprimer razpis za šport, ki je glih ta mesec prišel ven, in do konca avgusta bodo že nekako tiste srečne občine znane, da bodo lahko začele obnavljati oziroma graditi novo infrastrukturo športno. To je ključno sploh. Naprimer občina Cankova, ki ima športno dvorano, osnovno šolano športno dvorano iz 2. svetovne vojne, bi lahko rekli. Tudi občina Tišina si želi nove dvorane. Prav tako na tem projektu dela občina Kuzma, grad bo nekaj obnavljal oziroma dogradil. Podobno željo imajo malo večjo, ki je pa kar zalogaj, večmilijonski, imajo Moravske Toplice, tako da kar zelo dosti interesov je z tega področja tudi na tem ministrstvu. In seveda kohezijski programi iz nove perspektive grejo ven, kar bo nekoliko olajšalo samo delovanje tudi županov in županj v Republiki Sloveniji. Tako da jaz sem optimističen za tekoče leto, torej 3. leto v tem mandatu, ki prihaja, kajti tu zdaj moramo ključne stvari spremeniti. Glih sem bil imenovan tudi v skupino za stanovanja, kar je za mlade sploh pomembno, ampak jaz vedno govorim, da ne zgolj vse delati v Ljubljani, kajti tudi župan občine Šalovce ima že vse pripravljeno, da bo te stanovanja lahko gradil, in moramo tudi dati priložnost podeželju, torej Goričkemu. No, tako, zdaj odprli ste zelo zanimivo temo, bova takoj prešla na to. Mogoče najprej, da omeniva še to, spremembe se dogajajo tudi znotraj vaše stranke, znotraj SD-ja. Novo vodstvo, gospod Matjaž Han, minister za gospodarstvo. Povejte, kaj menite, kako bo izkušnja gospoda Hana kot ministra vplivala na vodenje stranke, sploh v luči prihajajočih evropskih volitev? Zdaj nekoliko moramo ločiti državnozborske od evropskih volitev, kajti v ospredju niso prvaki strank, ampak so nosilci oziroma kandidati liste. Mi tukaj v Prekmurju Socialni demokrati imamo na zelo dobrem 3. mestu bivšega župana, dr. Aleksandra Jovška, zdaj ministra za kohezijo in regionalni razvoj, ki bo zastopal ta del regije na naši listi.
Jaz verjamem, da bo naredil dober rezultat, tudi izvolitev ni tako nemogoča, kajti takrat ga mogoče tudi sploh v Murski Soboti ljudje niso hteli dati stran kot župana, ki je zelo dobro delal. Zdaj kot ministra pa ima tudi drugod po Sloveniji izjemno velike možnosti, da bo izvoljen v Evropski parlament. Kar zadeva samega predsednika stranke, jaz mislim, da dolgoletne izkušnje mu seveda koristijo. Izvoljen od 2004, mislim, da v državni zbor vedno. Zdaj prvič na tej funkciji, prvič na izvoljeni funkciji, vedno do zdaj je bil poslanec, vodja poslanske skupine, prej župan, tako da pozna v bistvu celotno politično strukturo, kar mu priznavajo tako levi kot desni politični pol, če mu tako rečemo. In jaz mislim, da bo stranko znal zelo dobro voditi. V kratkem je pa tudi napovedan obisk v Prekmurju in se bomo družili, mislim, da v Lendavi. Kdaj? To je pa, zdaj točnega podatka nimam, imam nekje v urniku na telefonu, ampak mislim, da je en petek. V kratkem? Še meseca maja. Zdaj aktivni, kot ste že omenili prej, nekaj aktivni ste tudi na lokalnem nivoju, sploh v povezavi z županom občine Puconci, gospodom Urošem Kamenškom in ustanovitvijo kluba goričkih županov. O klubu so že govorila prejšnjič nekaj besed, se pravi povezava občin na območju, na področju Goričkega. Povejte, kam vse segajo trenutni dogovori? Ja, zdaj več stvari smo že imeli speljanih in moram iti kar po vrsti, ker se je kar nekaj zadev nabralo. Zdaj na začetku prvo res srečanje je bilo, takrat sva se jaz in župan občine Puconce Uroš Kamenšek dogovorila, da je smiselno glede na našo majhnost regije, da delujemo skupaj, ker imamo relativno število velikih občin, imamo pa podobne težave, katere pa lahko rešimo skupaj močnejše. In zato je ta ideja tudi nastala in jaz sem vedno sopodpisnik tega vabila, sicer vedno v drugi občini z drugim županom, tako da nekako koordiniram ta klub goričkih županov in županje, kajti imam tudi eno županjo. Ja, tako da ne bova pozabila. Iz občine Grado, Cvetko Ficko. Tako da smo kar bili dejavni. Zdaj, če se prav spomnim, nazadnje bil, mislim, da Aleksander Jevšek, ko sva še govorila v studiu, takrat naprej smo delali na tem turizmu, povezovanje, da Goričko kot blagovno znamko vemo prodati, ker če pogledamo druge regije, naprimer Istra, ki je podobne veličine, one 4 občine na Primorskem, so zelo dober brand naredile in tudi država v bistvu to nagradi z dodatnimi finančnimi spodbudami, ki drugače si občine ne morejo pridobiti kot same, ker smo premajhni, ampak kot skupnost občin, teh goričkih, z eno vodilno, kot so Moravske Toplice na področju turizma, pa si ta na nek način luksus lahko privoščimo, da skupaj naredimo več in boljše. Da vemo prodati, da turisti, ko prijajo vsem k nam na Goričko, znajo, kje so, da so tu dobri, delavni, pošteni ljudje doma in na tem lahko gradimo. Na to smo se srečali z ministrom za gospodarstvo v Gornjih Petrovcih. Pri županu, točno v Žanavlju, smo bili v gasilskem domu prenovljenem, tako da res tudi gasilski domi se začnejo obnavljati, kar je zelo dobro, sploh v odročnih vaseh. Bi lahko iz Ljubljane rekli, pač meni je to relativno blizu, ker sem iz Kuzme občine, in smo se dogovorili, kakšni bodo pogoji za določene investicije v šport in v turizmu, sploh, ker je bila tudi direktorica direktorata. Temi zelo tesno prepleteni, ne? Ja, ki zelo tesno prepleteni in tudi nekaj v gospodarstvo, kajte tudi seveda regijo treba vse skupaj dvigniti, ne samo posamezne občine, ampak skupaj smo močnejši. Na kar smo se sestali v občini Kuzme z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, kjer smo v bistvu 3 občine obdelali v 1 minuti. To so Šalovci, Puconci in Rogaševci. In na koncu so vsi župani bili zelo zadovoljni, kajti nekateri projekti že stopijo v veljavo to leto, nekateri pa v začetku drugega leta in sploh določene ključne ceste, mostove so bili zelo pomembni za župane in takrat smo tudi povabili zdraven župana Murske Sobote, kajti je tudi, tu je vprašanje tudi sodne obvoznice, ki je za
del Goričkega oziroma tisti vzhodni del Murske Sobote zelo pomembno, da se ne peljamo skozi Varaš, ampak da gremo mimo in s tem tudi manj gužve, boljši zrak in vse, kar potegne za seboj. Smo imeli takrat eno majhno nesrečo v sreči, da je v Vitanju potekala predstavitev za razpis za šport, katerega se pa župani niso mogli udeležiti, tako smo se pa dogovorili z ministrstvom, da bomo pa za ta del, za Goričke plus tudi župana Beltincev in Murske Sobote smo pa naredili posebno srečanje, takrat v Murski Soboti, kjer nam je sekretar pristojen za šport Dejan Židan, domačin, posebej naredil srečanje sam za te občine in smo nekoliko lažje dostopali informacij, kajti če 212 županov nekaj hoče ali pa 14 je že razlika in mislim, da bodo občine zelo uspešne pri teh razpisih. Sicer se pa res pogovarjamo za obisk ministra za šolstvo, gospoda Felde, kajti neki vrtci bodo tudi dograjeni, na novo grajeni in tako dalje, pa tudi ministra za solidarno prihodnost Maljevaca in to srečanje bi naj potekalo po dogovoru občine Šalovce. Zdaj točen termin še moramo uskladiti med seboj, ampak nekje do začetka poletja to moramo dati skozi. Imamo pa še eno zelo dobro idejo, smo se spomnili sploh te zahodne občine, seveda se to lahko širi. To je pa, gre se za ESTS, to je teritorijalno sodelovanje med posameznimi regijami. Najboljše to se lahko reče med občino, bo to nosilna, bo Rogaševci, na drugi strani pa Sveta Ana v Avstriji. In te dve občini sta že podpisali sporazum in zdaj v bistvu čez nekaj dni se sam dobim z obema županoma, da to malo zapečatimo, bolj dogovorimo zadeve, ker tudi imajo podporo strani ministrstva, tu v Sloveniji kot v Avstriji. Gre pa v bistvu za neko, kako bi lahko rekli, obvodno financiranje občin, torej evropski milijoni pridu direktno iz Bruslja, da se ne zapletamo z slovenskim zakonodajo za Ljubljano, ampak se v neki obdobju, torej kohezije, projekti lahko v soglasju in ko dobijo zeleno luč vseh sodelujočih, tu ne gre samo za te dve občine, ampak širše, ta gorički del pa ta zahodno-štajerski del in lahko se seveda tudi Madžarska kasneje priključi. Imamo zelo dobro, kajti to je komaj tretji ta projekt v Sloveniji. Prvega je peljal v Gorici Robert Golob v bistvu in takrat sta Gorica, Nova Gorica in pač italijanska Gorica skupaj začeli določene projekte, infrastrukturne, razne obnove, mostov in tako dalje, šol, zdravstvenih domov in pač to lahko na Goričkem zelo dobro izkoristimo, kajti se pravi, Goričko bi šlo v nekakšni podobni smeri. Ja, podobni smeri in s tem, da zdaj pač imamo dve nosilni občine, seveda manj ljudi, dva župana se lažje dogovorita kot širši krog ljudi, seveda pa, da se vsi ostala, celotna širša regija vključi v projekte. To pomeni v bistvu, če plastično povem, v bistvu, če greva na šolski projekt določen, ne vem, v občini Grad se zamenja streha, to pomeni, da nekje naprimer občine Klh, na drugi strani meje se tudi neki šolo mora dogoditi, da lahko projekt je nek skupen. In to so zelo te ključni projekti, sploh ko so večkrat govorili, drugje v Evropi pa to, kar bo v mejah, vse se gradi, obnavlja, zakaj pa mi tega ne izkoristimo in zdaj to mi tukaj na Goričkem bomo eni izmed prvih vpeljali, tako da se veselimo tega dogovora oziroma tega dela vnaprej. Lepo slišati, da bom zdaj še jaz malo plastična. Je kakšen spisek, kaj vse bo padlo pod ta projekt? Dobesedno to se pa morajo župani sami dogovoriti, kajti odvisno je od razpisov, ki bodo strani Bruslja in tudi kakšne bodo posebne želje. Ena takih je mogoče se lahko tudi iz tega kolesarske poti izgradijo, ampak spet obe države morata soglašati oziroma oba župana. Tako da jaz se veselim tega sodelovanja in ja, mislim, da smo kar dobri na tej poti. No, super. Komaj čakamo, da vidimo, kaj se bo razpletalo na tem področju. Prej sva govorila o turizmu, perspektivna točka na Goričkem. Povejte, so kakšne konkretne stvari dorečene?
Na kakšen način bi se naj ta turizem peljal naprej? Ja, v bistvu zdaj jaz sem zgolj, da povezujem župane oziroma da sodelujem skupaj, kajti vse ostalo dogovore pa potekajo seveda med občinskimi posameznimi upravami, kar je tudi pošteno. Zdaj prvo se bodo združili pod enotno blagovno znamko in tudi en zavod bo se skupaj peljal. Mislim, da to je v občini Puconce, ki je, mislim, da imajo sedež v Bodonceh. To zelo dobro znajo peljati in mislim, da če se tu združijo, imajo uspešne projekte, kajti na vse zadnje zdaj smo dobili nekaj ključnih te destinacij, butični turizem, pač dobesedno nekaj za drago lahko prodamo, da privabimo ne samo lokalne goste, ampak tudi širše Slovenije, s tujine. Naprimer, Bine Volčič se je preselil v občino Grad, tam imamo v Fikšinceh Gjerkeš, ki zdaj izjemno dobro dela, Zeleni gaj v Fokovcih in to so take ključne, pa Mali raj, če gor pogledamo najširše proti vzhodu Goričkega. So vse ene take točke, ki znajo res povezati in obogatiti ponudbo, kar pa bodo delali, pa bodo definitivno tudi župani sami predstavili. Uravnoteženost občin po Sloveniji, ne, zdaj finančna sredstva, ne, je višina teh finančnih sredstev kaj vplivala zdaj glede na tiste poplave, ki smo jih imeli, potem posledično tudi sanacije, se je to kaj spremenilo? Zdaj seveda neki so občine dobile več denarja, ampak bodimo realni, nikoli nihče ni povsem zadovoljen. Jaz župane razumem sploh obmejnih občin, ki so v posebnem položaju in tudi tebi bi se morali dodatno sofinancirati, kajti če hočeš ti imeti obmejni pas urejen, pač moraš tudi imeti prebivalstvo in tudi demografija nam glih ne gre na roko. In to so ene ključne zadeve, ki se država mora zavedati, da ni vse zgolj se dogaja v centru, ampak tudi z periferije, odkot prihaja hrana in tako dalje, je zelo pomembno, da se v te regije vlaga. Je mogoče vključeno ali pa pritegnjeno zraven k temu sodelovanju, se pravi med vami, kljub županov, tudi prebivalstvo, lokalno prebivalstvo, lahko tudi one kakšne predloge podajajo? Mogoče tako. Tudi včasih, seveda, župani so v stiku z ljudmi, vsakič, to je zelo majhno področje, lahko bi rekli, da se praktično vsi poznajo vsakim, ne. In seveda imajo tudi župani kakšne predloge, tudi ministrici nazadnje so dali neke konkretne predloge, kaj bi mogli z infrastrukturo in to narediti, tako da dajo sami predloge tudi. Gre se pa za to, kar lahko naredimo skupaj. Jaz mislim, da začetek je vedno težak, ampak ko bo enkrat steklo, bo vsem lažje. Tako da v bistvu lahko, zdaj, če potegneva črto, ne, pod vsem tem, lahko rečeva, da je to povezovanje koristno, ne? Seveda je koristno, pač od tega imajo vsi koristi, tako jaz, da lahko nekaj naredim za kraj, ki sem bil izvoljen, kot tudi župani vsi, da lahko pridejo hitreje do informacij, kajti moja vest je, da zastopam Goričko, ta okraj od Murske Sobote severno v Ljubljani in pomagam tako temu delu, kot celemu Prekmurju in tudi širše na Ptuju, kjer imam tudi pisarno odprto poslansko, zdaj to je že tretja, Kuzmi, Moravske Toplice in Ptuj. Tako da zelo širše lahko delaš in vedno več glav, več ve, mislim, da tudi širše, vedno, ko se povežemo, je malo boljše za vse skupaj. No, tako zdaj, ko ste že omenili poslansko pisarno, tretjo, zdaj verjetno cilj je, da ste čim več na terenu, potem posledično slišite tudi kakšne povratne informacije. Ja, definitivno. V bistvu, pisarne so nek način simbolični pomen, da vseeno poslanec se spomni na določeno regijo. Redko kdaj sem po pisarnah, to seveda pride po posameznem dogovoru. Jaz rajši grem v posamezne občine do ljudi, da pač vidiš na terenu določen problem, nekako je lažje vse skupaj, kot pa delati iz pisarne. Vsi vemo, da je fajn, da prije nekdo v pisarno, ampak tista kavo lahko spijemo tudi druge na terenu in dobesedno vidimo, kaj je težava in tudi ljudje so bolj veseli, da jaz pridem k njim, kot pa oni k meni. No, kje pa se največ obračajo na vas zdaj po vaših izkušnjah dosedanjih? Največkrat, mislim, da je kar zaokrožila moja telefonska številka, oziroma ti župani naši pridno dajo okrog. Različno določene športna društva, gasilci so ta primarno, zdaj imamo tudi kakšne lokalne probleme
In vse posod, kjer me vabijo, če le se udeležim, zdaj občina Rogaševci je imela glih občinsko proslavo, sem se udeležil tam, tudi zdaj kresovanje v Krašči, to je občina Cankova, na povabilo takrat gasilskega društva iz Krašč sem se udeležil, zelo dober dogodek, še tradicionalni, tudi doma v Doliču, ker sem še vedno gasilski predsednik, smo imeli podobno, tako da sem mal bil mobilen in to te tudi nekako bogati oziroma vse skupaj, da lahko priješ dobesedno do volivk in volivcev, kajti mogoče na podeželju je ta odnos vseeno drugačen, kajti v mestu grejo en mimo drugega in se glih ne zmenijo za en drugega, na podeželju pa vemo to malo drugače narediti, smo vedno bolj vključujoči. Še vedno? Še vedno. Lepo. Maja naj bi bila v Pomurju oziroma bo tudi terenska seja odbora za kmetijstvo. Kmetijstvo je zelo pomembno za našo regijo. Kako sva rekla, kdaj? 15. Tako je. Zdaj na mojo pobudo in kolega Horvata z Nove Slovenije bo odbor prišel zasedati na teren. Naša predsednica odbora vedno reče, da mi gremo na teren delati, ostali grejo na obisk in nekako je res tako. Potem smo se dogovorili za občino Puconce, torej prvo se bomo dobili na same občine, v sejni sobi, da odbor tisto formalno svoje uprave, torej bo pa tematika na pobudo Nove Slovenije, je to namakanje iz reke Mure. Na mojo pobudo pa bomo govorili o toči, torej kako do boljše zaščite ali letalska obramba ali te mreže. Imamo tudi določene strokovnjake povabljene, ki bo na to sploh spregovorili. Na to se pa bomo premaknili v Mačkovce, Marof, ki ima vinograde, da pač lahko iz prve roke vidijo ostale poslanci, ki dva sva Prekmurci, oziroma trije smo Prekmurci, ostale so z drugih regij in mogoče je fajn, da pridejo tudi na Goričko kdaj pogledati, kako pa dejansko to izgleda na terenu. Tako da jaz sem vesel, da bo odbor prišel na teren na Goričko, to je neka čast. In jaz mislim, da bomo dobro oddelali, nekaj tudi naredili dobrega, za kraj pa mogoče tudi Goričko spromovirali napram ostalim regijam. No, tako pa verjetno tudi poslanci drugače dojemajo, ne, ko pridejo na sam teren, na mesto. Ja, seveda, kajti to je, mislim, da bo to komaj druga terenska seja, ena je bila v Brežicah, takrat je bilo tudi eno tam namakanje predstavljeno, kako so tam rešili zadeve, zelenjava v samih toplih gredah, kako se ureja. Smo tisto problematiko urejali, zdaj pa pač imamo bolj blizu Prekmurju tematiko. No, tako. Namakanje iz reke Mure je sicer tudi zelo velik projekt, več kot 92 milijonski projekt, ki je vključen tudi v regionalni razvojni program, ne. Rekli ste vi tudi protitočna obramba. Kakšne so rešitve oziroma predlogi pri teh dveh temah, v katero smer se nagibate? Zdaj prvič nekoliko težje je pri protitočni zaščiti, kajti vsak svojo obliko zaščite zagovarja in zdaj dejansko tu bomo tudi prije. Ministrica je vabljena na sejo, Pomurska gospodarska zbornica, predstavniki vinogradništva, sadjarstva in tako dalje, Kmetijsko-gozdarska zbornica in ti bodo dejansko se soočili na podlagi argumentacije oziroma mnenja strokovnjakov, ki so pristojni, se potem odbor bo dal priporočilo, da ministrstvo naj gre v kateri smeri naj deluje. To lahko naredi odbor. Kar zadeva samega tega projekta namakanja, je zadeva enostavno zagotoviti treba zgolj finančna sredstva in je to. Projekti so pripravljeni že nekaj let in jaz mislim, da iz tega sklada kohezijskega bi se našlo tu nekaj teh več 10 prepotrebnih milijonov, ki bi to sfinancirale, ampak je regija ključnega pomena, da se dvigne, kajti mi smo vseeno žitnica Slovenije in je tako tudi prav, da se ne zgolj na to stran Mure, ampak tudi na drugo stran reke Mure, torej na ta štajerski del, če lahko Prlekijo tako rečemo, da dobimo te povezave in da se to namakanje izgradi. No, tako je. Zdaj suše so, ne? Nek naravni pojav, ampak vseeno je potrebno najti tisto neko kompenzacijo, ne? Da se to
uredi, ne, sploh če želimo nadaljevati s kmetijstvom v naši regiji. Zdaj, konec marca je bila na Tišini tudi okrogla miza na to temo, ne, se pravi prihodnost kmetijstva v Pomurju. Zdaj tudi te teme so bile nagovorjene, predstavljene, pa tudi zelo velik problem, kako pritegniti mlade ljudi, ne, da ostanejo v tej panogi. Ja. Ste tudi o tem kakšno rekli? Imamo točko razno vedno, da se lahko pogovorimo o tem. Jaz sem imel podoben pogovor s predsedniki odbora za kmetijstvo, ampak občinskih svetov, torej tega zahodnega goričkega dela. Smo se 2 tedna nazaj sestali v občini Kuzma, kjer smo prav o tem tudi debatirali. Smo zdaj, da bi se tudi na nekaj časa dobili, da vseeno širši krog, ko poda informacije, pa tudi tukaj sindikat kmetov Slovenije je bil, gospod Kučan iz Tešanovec je bil prisoten na tem sestanku. Imamo nekako lažje, če smo povezani, delujemo. Ker pa zadeva samo pritegniti mlade kmetijstvo, je pa zelo težko, kaj ti mladi sami zdaj največ cenijo čas. In to se v vseh panogah pozna. Če primerjamo samo zdravstvo, mladi zdravniki, če gledamo, koliko opredeljenih pacientov imajo. Moj zdravnik osebni ima nekje 2300. Mladi zdravniki 1200 bi jih vzeli, ostalo pa hočejo biti doma nekak čas preživeti zase z družino in tako dalje. In tako da čas vedno postaja bolj pomemben. Vse razumljivo, ne? Ja. Po eni strani razumljivo, ne? Vsak, ki vlaga v nekaj, želi nekaj tudi nazaj in tudi čas zase mogoče se je to v zadnjih desetletjih sploh spremenilo, kajti prej si imel službo, doma še neko majhno kmetijo. Zdaj te majhne kmetije nekako so praktično izginile, imamo nekih večjih kmetij, ampak te pa seveda mora se njim na koncu splačati in država mora znižati birokracijo oziroma voditi to socialno politiko, da lahko kmet pod normalnimi pogoji tudi na koncu nek zaslužek ima svojega dela, kajti vseeno brez kmetijstva smo lahko samo lačni. Ja. Zagotovo, ja, veliko izzivov, ki jih je potrebno reševati, ne, tudi nasipi, to vemo, ne, kako je s tem težave, tako da zagotovo vas čakajo stvari, ne, še ne samo zdaj, ampak tudi v prihodnjih mesecih. Zdaj, da omeniva, ne, delujete tudi v klubu mladih poslancev, pravzaprav ste konec marca prejeli oziroma sedli tudi na čelo za 6 mesecev, nasledili ste poslanko Saro Žibrat. Povejte, kaj se bo delalo v naslednjih 6 mesecih? Ja, zdaj glih ta teden poteka odbor, ko smo na predlog 3 strank, torej Slovenske demokratske stranke, SDS-a, Socialnih demokratov SD-ja in Gibanja Svoboda GS-a, 3 predlagatelji vložili zakon, naprimer za mladinske svete, da se lahko mladinski sveti povezujejo širše po Sloveniji, ne zgolj v tisti občini, kje so, ampak tam tudi, kje jih ni, da pač lahko določeno drugo občino povzamejo za krile. In mislimo s tem nadaljevati, kajti imamo edinstveno priložnost, da uvedejo mladi politiki neko novo pot. Kajti vedno so bila prerekanja, kreganja za določene stvari, mladi pa vseeno gledamo mogoče drugače na določene zadeve in tukaj so nam tematike, ki so nam blizu. Bomo že tam mlade zlobirali pri mamah strankah, če lahko plastično povem, jaz pri SD-ju, Sara pri GS-u in kolega Andrej Hojvik pri SDS-u, da se določena zakonodaja lahko hitreje uveljavi. In nazadnje, ko sem bil na kolegiju predsednice Državnega zbora, kjer se vodje poslanske skupin sestajajo, sem jaz tudi predstavljal zakon in zakon je bil uvrščen po hitrem postopku, skrajšanem, da se ga sprejme. Vse stranke so bile za, tudi manjšinca, tako da te zakone, ki se dajo hitro rešiti z manj razprave, ki so smiselne, ta klub lahko spelje in tako smo se zmenili, da se bomo zdaj redno sejo naslednjo sestali oziroma prvič se bomo sestali poslanci pred odborom, torej še ta teden, da dogovorimo ta polletni plan, kaj želimo spremeniti, ker zdaj imamo pred počitnicami čas, da se zakone oziroma se zadeve pripravijo, po počitnicah poletju, da se dokončno dogovorimo
in da se zadeva vloži v postopek v državnem zboru, da stečejo postopki si in da se lahko zakonodaja spremeni. Seveda vse skupaj z študentsko-dijaško organizacijo Mladinskim svetom Slovenije in to so nam ključni sogovorniki in tudi njihove ideje mi mladi poslanci zagovarjamo. No, ja, lepo je, ne, če ste slišani. Seveda. No. Prej sva že omenila evropske volitve, če mogoče še nekaj časa ostaneva tukaj. Kako ste vi konkretno vključeni v samo kampanjo? Ja, mi smo nekako ta del Slovenije mogo tudi v naši stranki zagotoviti nekaj kandidata in takrat smo rekli, da pač Aleksander Jevšek, torej izkušnje pošljemo na listo in hvala Bogu je Aleksander to sprejel. Župan, minister, ki dejansko pomaga tudi vsem tu okoli nam pri kohezijskih projektih. Jaz mislim, da bo zelo dober poslanec, če bo izvoljen in razume, ker tudi je prej hodil v Evropo, takrat je bil član sveta regij in tako dalje. Pozna institucije, pozna delovanje tudi svojega ministrstva vlaga in mislim, da bo zvedel in da bo Prekmurje dobil enega dobrega evropskega poslanca, vkolikor bo izvoljen. Kar zadeva moje samo delovanje, jaz sem bil izvoljen v državni zbor in bilo mogoče nekorektno do ljudi, da zdaj kandidiram za evropske volitve. Sem pa rekel, bom pa pomagal v štabu, tako da s temi idejami, katere sem sam uporabljal tekom moje kampanje, zdaj poskušam širše to uveljaviti v Sloveniji in sem se priključil našemu štabu na državni ravni in tam pomagam vsem kandidatom, kar le lahko. Zdaj sporni datum 9. junij, veliko razprav, evropske volitve, posvetovalni referendumi. Vi temu niste nekako naklonjeni. Povejte, zakaj tega dvojega ni dobro mešati? Prvič, že samo stališče vlade je bilo, da pač vprašanja, ki so v večjih referendumih, pač ne morejo biti skupaj z volitvami. Jaz to zagovarjati mogli tudi državni zbor. Te volitve so zelo pomembne. Nekatere države so sploh v krizi politični in moramo se razjasniti in vse Evropejke in Evropejci so po vseh anketah rekli, da to so pa prelomne volitve, kam bo Evropa šla, ali bo tista, za katero pravi, da je solidarna, socialna, torej da pomaga, povezuje, ali pa da imamo Evropo, kjer še vsak svoje interese zagovarja in črpa tisti evropski denar, torej te vzhodni blok držav. In nam socialnim demokratom kot tradicionalni stranki skupaj z Novo Slovenijo smo tudi vložili amandma na vse referendume, da se ti prestavijo na jesen. Žal nismo dobili zadostne podpore, ko že itak imamo referendum o JEK-u. Tako da dodatnih stroškov ne bi naredili s tem, bi pa dali možnost, da se zgolj v vsebinah ljudje lažje seznanijo. Kajti pri dveh referendumih, če pri prostovoljni pomoči v življenju, končanju življenja, gre korak nazaj, kajti zakon je že bil v državnem zboru in je bil zavrnjen. Zdaj pa šli ljudi vprašati, ali ne ponovno ga uvrstimo. Mislim, to je izigravanje volje ljudstva, oziroma kajti to so stranke imele v svojih programih, to je civilna družba prinesla v državni zbor ta zakon. Podobno je s konoplji. To s konopljo nekako, če pogledamo nazaj, vedno vložijo, ko glih ni vse najboljše v vladi. In to se je videlo v Šarcu, Cerarju in tako dalje. Ne? In namesto, da bi se ukvarjali z drugimi tematiki, kot so zdravstvo, ki je eno ključnih, se mi s vsemi drugimi zakoni ukvarjamo, ki so mogoče lahko rešljivi v državnem zboru. Kar še pa imamo seveda referendum o preferenčnem glasu, kateremu sicer jaz nisem naklonjen, kajti to je v bistvu zelo simpel vprašanje, če gledamo enostavno, ali hočete preferenčni glas. Ja, vsi bodo rekli, da ja, ampak mi imamo vzpostavljene volilne okraje in kaj bi se zgodilo, tega pa nihče ne vpraša, ali naj ukinemo volilne okraje in brez ukinitve volilnih okrajev ti ne moreš uvesti preferenčnega glasu, ker potem v našem volilnem sistemu ne gre. In zgodilo bi se, če bi to ukinili volilne okraje, da bi večja mesta imela poslance, podeželje bi pa jih izgubilo. In to se iz vidika mene, ki zastopam zdaj prvič ima Goričko, pač avtohtonega poslanca, če lahko temu tako rečem, ker tudi drugi so že tukaj kandidirali,
bi izgubili mogoče tudi poslanca. Sicer jaz bi mogoče bil nosilec liste, če bi šli po enotah, kak je nek bil zadnji predlog, ampak s tem je tudi druge regije izgubile, naprimer del Štajerske, Lenart, Pesnica, mogoče Lendava več ne bi imela poslanca. Vse je mogoče in tukaj moramo biti zelo previdni, kako volilno zakonodajo sprejemati. Hkrati pa je potrebna dvotretjinska večina, katero jaz v tej državnem zboru ne vidim. Ja. Na eni in na drugi strani kompleksne teme, ne, o katerih je potreben dober premislek. Ne. Gospod Zrim, povejte, bi želeli še kaj izpostaviti, morda kaj vas čaka v prihodnje? Ja, v bistvu Še poleg vsega tega, kar sva že omenila. je v bistvu še naprej to tesno povezovanje, sploh na tej mikrolokaciji, na tem Goričkem in tudi širše, kajti imamo edinstveno priložnost, da nekaj premaknemo. Sploh zdaj, ko bodo šli razpisi, vem, da bodo vsi imeli točne in pravočasne informacije, da se kajti občine se tudi morajo prilagoditi oziroma to že v naslednjih proračunih narediti postavko, da sploh lahko gremo v določene projekte. In to je ključno, da si nek most med Ljubljano in podeželjem, če lahko tukaj Prekmurjem rečemo. In jaz sem vesel, da lahko pomagam, kar je v moji moči, ampak jaz sem eden od 90-ih in vedno so kompromisi možni, da greš mogoče samovoljno v določene projekte, pa nikakor ne moreš. Rabiš neko podporo, jaz mislim, da jo vsaj med temi župani oziroma med ljudmi imam, kajti dali so mi tudi mandat in v tem delujem tudi v najboljši meri, da njim pomagam oziroma nam vsem skupaj tukaj v tem delu Slovenije. No, tako. Hvala lepa, gospod Zrim, da ste si vzeli čas in se nam pridružili. Seveda želim vam uspešno delo še naprej. Hvala na povabilo. Hvala. Spoštovani, hvala tudi vam, da ste bili z nami, seveda pa v našo družbo vabljeni tudi prihodnjič. Do takrat, lep pozdrav.